Pozdravljeni! Eno izmed najbolj pogostih vprašanj, na katero naletim, ko sem v kontaktu z vami, je to, zakaj prihaja do takih razlik med različnimi ekipami Formule 1, katere med drugim imajo lahko enak pogonski sklop. Seveda je najbolj enostavno odgovoriti tako, da pogonski sklop naj ne bi bil iste specifikacije, a to bi bilo strogo proti pravilniku, kajti ta določa, da mora biti ekipam na razpolago tista najboljša izpeljanka, ukolikor jo želijo uporabiti. A ukolikor se ozremo malce v preteklost, se moramo spomniti približno sezono in pol od tega, se je cel koncept bolidov v raznih medijih vrtel samo okrog medosne razdalje pri bolidih in tega kota dna bolida. Govorimo v angleščini o wheelbase in rake angle. Zdaj je ta argument šel nekako v zatišje, a ukolikor se poišče podatke, se lahko marsikaj ugotovi in sam, ko sem naredil to primerjavo, sem ugotovil najmanj 3 zanimivosti, katere mislim, da je potrebno poudariti. Najprej pa, seveda, je treba pogledati, kakšne so medosne razdalje med različnimi ekipami Formule 1 in njihovi koti dna bolida. Seveda, to gre za približne podatke, pridobljene s fotografijami, pogledal sem več virov, dobil nekako tisto povprečje in zdaj vam ga bom prebral, kajti številke so preveč komplicirane, da bi jih govoril na pamet. Najkrajšo medosno razdaljo, kot pričakovano, ima Red Bull. RB15 ima 3619 mm medosne razdalje, njihov kot je pa 1,93 stopinje, približno 2. Nato Haas, ki ima 3621 mm medosne razdalje, kot je pa 1,59, to se pravi približno 1,60. Nato Williams, F242 z 3644 mm medosne razdalje in kotom 1,68. McLaren 3648 in 1,67. Vidimo, da so podatki za McLaren pa Williams približno podobni. Ferrari SF90 3653 mm in 1,64. Tudi Ferrari ni daleč od tistega, kar vidimo pri Williamsu in pri McLarenu. Racing Point 3664 mm in kot 2,04. Renault RS19 ima medosno razdaljo 3672 mm in kot 2,15, kar je najvišji kot, kar so ga izmerili po raznih virih. Nato Toro Rosso STR14 3693 mm in kot 2 ter Alfa Romeo Racing C38 3697 mm in kot 1,52 stopinje. Na koncu seveda Mercedes W10 z 3698 mm in kotom 1,16 stopinje. To so bili na grobo podatki in seveda na prvi pogled nobenega presenečenja. Najkrajšo medosno razdaljo ima Red Bull, tudi najvišji kot, nato Ferrari je nekje v sredini, na koncu tisti z najdaljšo medosno razdaljo je pa Mercedes. Ukolikor malce bolj podrobno pogledamo, vidimo veliko razliko, naprimer med že prej citiranim Mercedesom W10 in Williamsom F242. Imata isti pogonski sklop, pri Williamsu so sami naredili menjalnik. Razlika je dobrih 5 cm v medosni razdalji. In ukolikor nekako predpostavljamo, da je medosna razdalja med menjalnikom, kjer je zadnje vpetje, pogonskim sklopom, rezervoarjem, vozniško kabino in prednjim vpetjem, nekako dvomim, da so bili pri Williamsu sposobni narediti 5 cm krajši menjalnik, dvomim, da so pri Mercedesu dali nek distančnik v to območje. Nekako logična razlaga je, da je ta razlika pridobljena v prednjem vpetju, v tej območju, kjer so vpeta prednja kolesa. In če pogledate tisto mojo analizo, kje je problem Williamsa, kjer sem gledal bolj z aerodinamičnega vidika na to težavo, boste opazili, da sem prav v to območje prednjega vpetja nekje lociral problem tega bolida. Seveda, podobno je to tudi pri Ferrariju SF90 in McLarenu. A tu so malenkosti, tu so milimetri in prav bom rekel, tu so imeli tudi pri McLarenu v lanski sezoni velike težave v poziciji prednjega para koles. Druga zanimivost, katera je malce bolj skrita, je pa ta, da pri ekipi Haas imajo v primerjavi z lanskim Ferrarijem SF71 identične podatke.
Tako pri medosni razdalji, kot tudi kot dna bolida je dobesedno enak. Govorim dobesedno enak, kajti pri kotu gre za nekaj desetink stopinje razlike, a to so meritve narejene v skladu s fotografijami in ta odstopanja mislim, da so opravičljiva. Nekako izgleda, kot da je res ta prehod tehnologije skuderije Ferrari na ekipo Haas preko Dalare, da uporabljajo njihove rezultate z vetrovnika, sicer to je nedokazano, a zanimivo je to, da imajo pri skuderiji Ferrari nekako primerjavo s tistim, kar je bil lanski model, letos na progi v ekipi Haas. Tretja zanimivost, katera je še najbolj zanimiva od vseh, po mojem osebnem mnenju, je medosna razdalja, tako pri Alfa Romeo Racing, kot pri skuderiji Toro Rosso. Te so skoraj, govorimo o nekaj milimetrih, podobne tisti, ki jih ima Mercedes. Koti dna bolida so pa približno primerljivi s tistimi iz njihovih vodilnih ekip. Nekako bi lahko predpostavljali, da so pri teh B ekipah šli to varianto, da so šli raziskati področje Mercedesa. Šli so v tisto medosno razdaljo, da vidijo primerjavo z ekipo Mercedesa, kako se bojo lahko odločali v prihodnosti, kakšne bojo njihove rešitve. Kajti zavedati se moramo, da trend v Formuli 1 gre v smer zmeraj daljše medosne razdalje. Le pri Mercedesu med lanskim in letošnjim modelom so šli nekaj milimetrov nazaj, a na splošno se je medosna razdalja povečala. In to ne za zaslugo teh 5 kg goriva, katerega lahko imajo več v rezervoarjih. V glavnem, podobno kot smo videli pri tistem prispevku, kateri je govoril o konceptu tega prednjega aerodinamičnega profila, lahko vidimo tu nek trend, da pri teh B ekipah preizkušajo tehnologije, ki imajo naprimer pri nasprotniku oziroma druge bolj riskantne rešitve, da jih primerjajo s tistimi z A ekipe in vidijo za prihodnost, katera rešitev je boljša. V glavnem, videli smo samo z dvemi enostavnimi podatki, koliko različnih variant imamo v Formuli 1 za različne bolide in mislim, da nam je sedaj lahko bolj jasno, zakaj pride do takih razlik med posameznimi ekipami, kljub temu, da imajo lahko isti pogonski sklop in so na začetku oziroma na koncu razpredelnice v Formuli 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.